Dobro večer, lepo pozdravljeni. Spoštovani, zbrani, prijatelji športa, dragi učenci. Danes je državni praznik športa. Dan, ko športu dajemo posebno mesto in vrednoto. Dan, ko se spomnimo naših športnikov in vseh njihovih izjemnih dosežkov. Tudi na osnovni šoli Gornja Radgona se zavedamo pomena tega dne. Zato smo ga posvetili športu s predstavitvami različnih športnih panog in tudi s pohodi. Danes je prav tako prvi jesenski dan po koledarju. Ko nastopi jesensko enakonočje ali jesenski ekvinokci. In danes je prav poseben dan za osnovno šolo Gornja Radgona in širšo lokalno skupnost. Po poletju se počasi vse postopoma spreminja. Upisano jesen, z vonjem po zrelem sadju, oranžnih bučah in pečenem kostanju. Jesen prinaša nove barve in novo obdobje. Že s prvim šolskim dnem letošnjega šolskega leta 2022-2023, a prav posebej z današnjo svečano otvoritvijo večnamenske športne dvorane, smo na osnovni šoli Gornja Radgona stopili na novo pot, v novo obdobje vzgojno-izobraževalnega dela, predvsem na športno-gibalnem področju, kakor tudi na ostalih področjih, za katera dvorana ponuja nove in izjemne priložnosti. Na novo pot stopamo z izkušnjami in spomini iz preteklosti. Osnovna šola Gornja Radgona na Prežihovi 1 je bila zgrajena davnega leta 1974 s svečano otvoritvijo 19. oktobra istega leta. Takratna velika telovadnica je številnim generacijam učencev ponujala prvi stik s športno-gibalnimi aktivnostmi, priložnost za rekreacijo in resno ukvarjanje s športom v športnih klubih, ki so telovadnici gostili. Za takratni čas je velika telovadnica res bila velika. Saj je bila dolga 32 metrov in široka celih 16 metrov. A velikokrat tudi premajhna. Saj smo bili primorani, da vsaka leta pouk športa, nekoč športne vzgoje, v telovadnici da smo ga pogosto izvajali v prisotnosti večjih oddelkov oziroma skupin iz različnih generacij. Še posebej v obdobju, ko je šolo obiskovalo blizu 1000 učenk in učencev. In ne glede na to dejstvo, se pouk športa zmeraj izvaja kvalitetno, kar dokazujejo številni izjemni uspehi naših učenk in učencev ter njihovih mentorjev. Nenazadnje so prve športne korake naredili številni posamezniki, ki so svojo pot nadaljevali v polprofesionalnem in profesionalnem športu. Telovadnica pa je bila velikokrat tudi priložnostni prostor za predavanja, razstave in tržnice poklicev s predstavitvijo srednjih šol za učence in starše osnovnih šol iz bivše upravne enote Gornja Radgona. V vseh teh letih je zob časa načel tudi našo veliko telovadnico. Postala hladna, oguljena in preglasna. Športna oprema in rekviziti pa žal dotrajani. Kvaliteta pouka športa iz teh razlogov ni več dosegala ciljev in standardov, ki bi jih pričakovali in si želeli v današnjem času. Številna športna društva so bila primorana poiskati nov dom in prostor za treninge in tekmovanja. V vsem tem obdobju je bilo kar nekaj projektnih idej, a nikoli ustrezen čas in okoliščine, da bi prišlo do realizacije izgradnje nove dvorane. Spomnim se številnih z navdušenih predstavljenih projektnih zasnov svojega predhodnika, bivšega ravnatelja gospoda Dušana Zagorca, ki so vseh nas zbujali upanje, da bomo vendarle dočakali novo športno dvorano. Pa se takrat žal ni izšlo. Leta 2017 smo skupaj z učenci in sodelavko Jožico Zih, učiteljico športa, posneli video Hudo dobra telovadnica, ki smo si ga lahko že prej ogledali z namenom, da bi bili uspešni na razpisu za novo športno opremo in rekvizite. Istega leta so predstavniki šolske otroške vlade s preostalimi učenci iz predmetne stopnje izvedli peticijo,
s katero so opozorili lokalno oblast o problematiki dotrajane telovadnice in nanjo naslovili prošnjo k pristopu za iskanje rešitev njene adaptacije ali izgradnje nove dvorane. Učenci so na ta način izkazali razumevanje pomena aktivnega državljanstva in naredili močan vpliv, da smo kot šola bili slišani in uslišani. Zadnji 2 leti smo pouk športa in dejavnosti okrog šole močno prilagodili gradbišču in novim okoliščinam. Vse z zavedanjem in željo, da prispemo do cilja. Dodatno je to željo okrepilo obdobje epidemije, ki je močno zaznamovalo družbeno življenje in vplivalo na znižanje športno-gibalnih sposobnosti naših otrok. Jesenski čas nas lepo opomni, da vsak trud obrodi sadove. Trud, razumevanje in podpora številnih zaslužnih posameznikov je pripomogla k uresničitvi naše dolgoletne želje in potrebe, da se izgradi nova športna dvorana ob šoli za potrebe pouka in za aktivnosti številnih športnih društev. Veličastna, izjemna in nadvse impresivna je naša nova skupna pridobitev. Verjamem, da nam bo vsem ponujala številne priložnosti kvalitetnega izvajanja športa in uživanja ob športnih in kulturnih dogodkih. Vem, da nam bo v ponos. Zato se kot ravnatelj šole v imenu učencev in zaposlenih iskreno zahvaljujem občini Gornja Radgona in prav vsakomur, ki je pripomogel k uresničitvi tega projekta in omogočil učencem in nam vsem, da živimo sanje. Obenem se iskreno zahvaljujem vodji odbora, sodelavki Jožici Zih in vsem soustvarjalcem današnje svečanosti za enkratno in neponovljivo zgodbo o uspehu. Šport je plemenita skromnost, zdrava ambicioznost, širina in vrlina. Prav je, da se tega zavedamo. Vsem skupaj želim lep in prijeten večer v naši družbi. Naj bo srčno. Majhni, obmejni, majhni, mi smo ravno majhni, po srcu, po duši smo veliki, občini, ki je želela zgraditi boljšo prihodnost. Pa ste dvignili roke in danes jo imamo. Kje so potem ljudje, ki so začeli graditi in dati dušo temu objektu, pa bom začel pri nekomu, ki je takrat, ko smo osnovali to, končno dal to idejo, kako naj to izgleda na papirju, on ga je imenoval. Takrat smo še ne začutili, kaj se bo zgodilo, nova in stara in konstrukcijska gradnja, ker je to danes v 21. stoletju nekaj, kar moramo narediti na tak način. Kje je možakar, ki je jokal, ko je bilo njegovo podjetje izbrano, da naredi nekaj?